doma, prenova starega stanovanja, gradnja hiše ali nakup montažne je za mnoge eden najbolj stresnih in najdražjih izzivov v življenju. Če o tem razmišljate, so pred vami težke odločitve. Cene so šle v nebo, izvajalce je zelo težko dobiti, vse več je prevar, zaplete se lahko na vsakem koraku. Kaj storiti in kako se zaščititi? Tokratnega inšpektorja je ekipa snemala dlje časa in že pred 2 mesecema, zato je možno, da so se nekatera razmerja med naročniki in izvajalci spremenila. Prav tako navedeni podatki ne veljajo za poplavljena območja, za katera statistika še ne obstaja. Finalizacija, keramika, parketi, te stvari, ja. Fasaderska dela, to je najdražje. Kljub temu, da so se recimo gradbeni produkti, njihove cene v zadnjem letu precej stabilizirali, kljub temu, da padajo cene surovin, so cene stanovanjskih storitev še vedno visoke. Mene 9% strah pokliče, če bi lahko fušal, da ne rabi računa, pa če lahko mesec ne. Neizdaja računa za samostojnega podjetnika je globo 3000 evrov dali. Kako najti ustrezne izvajalce, kako se izogniti zamudam in predvsem, kako ga finančno izpeljati? 24 ur inšpektor. Prenova ali gradnja doma je eden najdražjih in najbolj stresnih projektov v življenju. Danes je škoda večjih goljufarov, ko sam pridejo so prazne obljube, poberijo denar, pa jih več ni. Žal pa ti, ko si nekje z realnimi cenami, izpadeš. Nepremišljenost pa stroške, spore in glavobole še poveča. Mene 9% strah pokliče, če bi lahko fušal, da ne rabi računa, pa če lahko mesec ne. Poskušamo priklicati električarja. Najprej pa 2 zgledni prenovi, 2 različnih izvajalcev, obe na štajerskem koncu, z računi, časovnicami, pogodbami. Gospod Lukman, vi ste nedavno začeli renovirati eno stanovanje, ne? Tako je. Nam boste pokazali, kako to... Seveda, ker pristopite z malo noter, pa boste videli, kako poteka kaj. Perom naprej. Spodnje nadstropje so renovirali pred nekaj leti, pri drugem pa se je ustavilo. Let je bila korona, let je bila tudi finančna stiska, bom rekel, ta kriza, ko je nastala. Zdaj pa dela nadaljujejo. Sprva so imeli nekaj težav pri iskanju mojstrov, iskali so jih približno 1 mesec, zbirali ponudbe, želeli pa so si, da opravijo vse. Od elektrike do, bom rekel, vodištva. To je zdaj ta spodnji del etaže, ki delajo. Pred kratkim so elektriko dokončali. Dela so začeli 3. julija, rok za dokončanje so določili 2 meseca kasneje in podpisali pogodbo ter jo overili pri notarju. Kdaj se začne, kaj se dela, kaj je njihovo delo, kaj je moje delo, kaj moram jaz paziti. Če pa ne nam dokončajo do tistega dneva, so pa tu penali. A zaenkrat vse teče, kot je bilo dogovorjeno. 70 oziroma do 80 kvadratov. Vsega v 2 mesecih. Tako je. Cirka 30 000 evrov me bo stalo tole z vsem, od elektrike do vodištva. Še pred nekaj leti bi ga po njegovih izračunih isti projekt stal okoli 20 000 evrov. Urna postavka, če gledamo 8,5 evrov nekje, keramičara težko danes dobiš izpod 15 evrov do 20 na kvadraturo. Delo pri njih vodi Admir Bajrič iz podjetja Siodit iz Velenja, ki se ukvarja z adaptacijami hiš in stanovanj na ključ. Vse delate z računi, vse se dela po replicih. Seveda, vse mora biti prikazano na računih, pa tudi ko naredimo pogodbo, pogodba mora biti notarsko overjena. Nujno je tudi zavarovanje, poudarjam, prej ne stopijo na objekt. Po končanih delih pa je pri njih garancija veljavna še 2 leti. Vse skupaj bodo naredili za 30 000. Mi smo edino podjetje, ko imamo v tujini, torej v Bosni, ko imamo izdelavo našega pohištva. Ta primer smo posneli pred 2 mesecema, nedavno pa smo izvedeli, da je Fabian Tahiri z izvajalcem pogodbo prekinil pred končanjem del. Tudi zaradi tega je zelo pomembno, da se takšnih projektov lotevamo z vsemi potrebnimi dokumenti, s katerimi se tovrstni zapleti, ki so relativno pogosti, lažje rešujejo. S prenovami na ključ se ukvarja tudi podjetje Stanbiro iz Maribora. Pokazali so nam enega od objektov, prenovo velike stare hiše, ki so ga začeli drugi mojstri. To je ogromno. Ja, to je ogromno, ja. Koliko bo to kvadratov?
fasade je okrog 400 kvadratov. Nekatere stvari je ta, se pravi, gradbenik pozidal na novo, pač tako je narisala projektantka, gori se je že nekaj rušilo, ker pač stranka ni bila zadovoljna. Mi pa smo začeli v kleti z strojnimi inštalacijami, finalizacija, keramika, parketi, te stvari. Fasaderska dela, to je najdražje. Tukaj je že en del korilnice, to so že kupili z tem, to je toplotna črpalka na vrtino. Tole bo ostalo, tako da v bistvu mi po hiši na novo naredimo inštalacije. Stranke prepogosto pocenijo finančni zalogaj, ki ga predstavlja takšna prenova. Potem pa se začne iskati neki kompromisi glede materialov, to bi, to ne bi. Gradbeništvo še vedno poka po šivih, kljub dvigu cen in visokim obrestnim meram. Povpraševanje se ni kaj bistveno zmanjšalo, zgolj za kakšnih 10%, pravi direktor portala Moj mojster, arhitekt Martin Pelcl. Kar pa še vedno ne pomeni, da so mojstri bolj dostopni. Oni imajo še vedno cene takšne, kot so pač bile izpred enega leta. Kljub temu, da so se recimo gradbeni produkti, njihove cene v zadnjem letu precej stabilizirali, kljub temu, da padajo cene surovin, so cene izvajalskih storitev še vedno visoke, kajti še vedno je tako veliko povpraševanja, da recimo izvajalci, ki so prejeli leto dni zaseden urnik, ga imajo zdaj mogoče samo pol leta, ampak za nas kot potrošnika ni neke bistvene razlike. Cena celotne prenove stanovanja z rušitvijo predelnih sten, postavitvijo novih, celotno prenovo električnih inštalacij in novim ogrevanjem se giblje od 480 do 840 evrov na kvadratni meter. Cena vključuje suhomontažna, keramičarska, parketarska in slikopleskarska dela. Če pa želite pomoč arhitekta ali notranjega oblikovalca, vas bo ta stal še približno 15 evrov na kvadratni meter. Če stanovanje prenavljate v lastni režiji, se kaj hitro lahko zgodi, da se dela zavlečejo ali pa začasno celo povsem ustavijo. Cena preseže naš proračun, enostavno ne moremo si privoščiti nadaljnjih stroškov ali pa imamo težave z mojstri, ki bodisi zamujajo z deli ali pa celo sploh ne pridejo. Glejte, da se dobiti dober mojster. On se da dobiti, ali se težko. Težava je tudi v nelojalni konkurenci. Nekateri mojstri namerno zavedno zastavijo veliko prenizko ceno v predračunu, čeprav vedo, da bo na koncu veliko dražje, pravi vodovodni inštalater Danijel Črnčec. To se žal dogaja, ampak težko je to. Nekateri to naredijo samo, da posli pridobijo na koncu. Žal pa ti, ko si nekje z realnimi cenami, izpadeš. Tisti, ki stranke prinašajo naokoli, ne bodo dolgo v poslu. To so podjetja, ki se odprejo za kratki čas. Ni druge, kot da poskušamo priklicati električarja. Da ne kličemo kar tako v prazno, lahko uporabimo spletne portale, kakršen je Moj mojster, kjer kakovost izvajalcev redno spremljajo in so nam na voljo njihove reference. Praviloma je potrebno oddati povpraševanje in se potem prosti mojstri sami javijo. Preostanejo pa tudi posamezne klepetalnice, Facebook in Instagram skupine, kjer si ljudje pomagajo med seboj. Ko dela obstanejo, naglici iščemo prvega razpoložljivega mojstra. Ni časa za preverjanje referenc in pa za detaljne dogovore. In to je lahko recept za dolgoročne težave in za hud glavobol. Trenutno je ta kader v pomanjkanju. Pač moramo nekako uskladiti, pa tudi počakati včasih kakšen teden, da dokončajo svoje stvari, potem pa pridejo k nam, pa delamo dalje. Za tale primer točno tukaj imamo nekako dogovorjeno do konca novembra, da bi se stranka vselili. Kdaj ste to začeli? Začeli smo prejšnji teden. 4 mesece za vselitev. Pri celoviti obnovi stanovanja je lahko prenova kopalnice eden največjih stroškov. In naj vas ne preseneti, če je kopalnica manjša, je lahko cena prenove na kvadratni meter celo višja kot pri večjih kopalnicah.
Cena kopalnice je odvisna predvsem od kakovosti vgrajene opreme. Za nizkocenovne ploščice boste odšteli 10 evrov na kvadratni meter, medtem ko visokocenovne ploščice lahko stanejo tudi 30 evrov in več po kvadratu. Cena obnove kopalnice se začne pri 2000 evrih in lahko znaša do 6000 evrov ali še precej več. Po podatkih portala Moj Mojster znaša od 600 do 1800 evrov in več na kvadratni meter. In s kopalnicami se ponavadi zelo mudi. Problem je, ko je stranka recimo brez sanitarne, WC-ja in teh stvari, težko je recimo sploh v blokih iti v sanacijo, ker mora stranka imeti nekje WC in pač sanacija trava približno take kopalnice nekje 3 tedne. Pod 5000 več ne moreš v neki osnovi narediti. Ne gre. Izdajanje računov je nujno zaradi reklamacij. Problem je, ko je že enkrat vse obloženo v keramiko, pa da nekaj pušča, ker se to treba vse sanirati, treba strugati, zgledati keramiko in te zadeve in to so veliki stroški lahko nastanejo. Cene gredo v nebo, da bi jih znižali, se mnogi odločajo za delo na črno, a pri tem se lahko zelo zaplete. Kako hudo kaže primer, ko sta tako mojster kot stranka končala na sodišču. Me poklicala, če bi pač delal na črno, da vem, da jaz pač veliko delam na črno, sem pač pristal, ker sem jo poznal. Sem šel v mesto, se zmenil za sino, ženska me poklicala, mi ponesla denar na roke, brez računa. Ko je večino dela že opravil, se mu je vnelo živčevje v komolcu in moral je na bolniško. Sem jaz rekel, da pač, ko bom podobno, bo šel zaključiti. Potem je poklicala decembra lansko leto in je rekla, jaz sam da res pripravila na policijo za goljofijo prav denarja. Po preiskavi in več zaslišanjih je primer zdaj na sodišču. Šlo pa je za izdelavo stropa po celem stanovanju v vrednosti približno 3500 evrov. Cena z računom bi bila precej višja. Julija, sigurno razlika. Sigurno. Pa še s tem, da bi plačala material s polno ceno, kar sem jaz pa videl, da material skoraj sčelo popusta svojega. Naš sogovornik je bil pripravljen spregovoriti o delu na črno v gradbeništvu in smo zato njegovo identiteto prikrili. Pripoveduje, da je takšnega dela brez računov ogromno in vedno več. Večinoma stranke same prosijo za delo brez računa, pravi. Da ne rabi računa, pač lahko mesec ne. Pač lahko še material bil poceni. To da sploh, zato so pa privatniki na vzdomah, ker so pa dragi. Finančna uprava prav gradbeništvu posveča veliko pozornosti, nadzora in kazni je veliko, pravi Stojan Glavač iz finančne uprave. Od januarja do junija smo samo na področju gradbeništva izvedli več kot 1300 nadzorov in ugotovili nepravilnosti v vsakem 5. primeru, torej v 20%. Poudarja pa, da zgolj kaznovanje ni dovolj, potrebno je spremeniti kulturo ljudi, da se zavedajo, da z delom na črno škodijo sebi in družbi. Prijave dobijo od nezadovoljnih strank, pa tudi od sosedov. Sosedi včasih jih tudi moti ali hrup, ali pa mogoče imajo tudi sami takšno zavest, da recimo ocenijo, da tisti izvajalec, ki, ne bom rekel, nekaj hiš stran upravlja neko delo, pa že nima registrirano dejavnost, mogoče ga tudi poznajo iz neke okolice, da je sicer v nekem rednem delovnem razmerju in da nima nekega SP-ja. Finančni inšpektorji v samo stanovanje fizične osebe ne morejo samovoljno vstopiti brez odredbe sodišča. Lahko pa vstopajo v poslovne prostore, prav tako lahko izvedejo naključni nadzor v okolici stavbe oziroma na zunanji strani hiš. Bodisi na strehi, na fasadi, okolici in podobno. Potem seveda lahko naši inšpektori že dobijo nekaj informacije za nekega javne površine. In potem recimo lahko tudi stopijo do samega izvajalca. Če odkrijejo kršitve, izvajalcu naložijo dodatne davčne obveznosti, se pravi za nazaj. Poleg tega pa sledi tudi globa. Višina glob je zelo različna. Recimo ne izdaja računa za samostojnega podjetnika je globo 3000 evrov. In kako se lotiti gradnje ali obnove, da bo čim manj težav v celotnem procesu? Nikakor sami oziroma na pamet, opozarja generalni direktor Direktorata za prostor in graditev Georgij Bangijev. Površenemu strokovnjaku. Tukaj ste začeli zgodbo vse odvijati, ni drugega recepta in tam videti stroške in potem se odločiti šele za investicijo in financiranje. Ne? S tem se strinjajo tudi v Zbornici za arhitekturo in prostor. Gre za področje, kjer se nekdo, ki to prvič počne, ni domač in so vsi okoli bolj podkovani. Zato stranka oziroma investitor potrebuje sogovornika, ki ga lahko vodi skozi ta proces, pravi predstavnik Zbornice Jure Henningsman. Kje se vključuje katere strokovnjake, kje se vključuje dokumentacije različnih faz, tudi spremljanje
dejavnosti na gradbišču in pa kasneje tudi, če je potrebno, postopke za pripravo uporabnega dovoljenja. Včasih kdo pomisli, saj ne rabim arhitekta, natančno vem, kako naj bo videti moj dom. Večji del populacije vidi kot nekoga, s katerim prebrodi oziroma da mu zrihta po domače papirje. Dejansko pa pomembno pomagajo že pri idejni zasnovi in v celotnem procesu, pri stvareh, ki jih lahko neuki mimogrede spregledamo. Recimo dnevna svetloba je premalokrat ali pa kvalitetna klima v stavbi. Pa tudi pri stroških, kot primer Jure Henningsman navede montažo oken na eni od hiš. Prva ponudba za steklo je bila 80 000 evrov. 80 000 evrov, Marles, mala hiša, sicer ne danes več, ampak par let nazaj pa. Na koncu da se je dobili izvajalce, smo se pogovorili, kak način bi bil tehnika vgradnje. Okna so na koncu grajena bila 19 500 evrov. Fiksna, pač notri so bila fiksna, ni bilo lesenih okvirov, minimalno nekod prezračanje. Večina ljudi si želi svoje idealne samostojne hiše. Kljub vzponu popularnosti montažne gradnje se še vedno 80% slovenskih enodružinskih projektov zazida. Vsi večkrat mislimo, da je gradnja tako nakup televizorja. Da pričeš izvajalcem, rečeš, koliko me stane hiša, toliko kaj kupim. Vsaka hiša, vsak projekt je toliko drugačen od drugega, da dejansko ni nekih rešitev po predlogah. Zato je vedno pomembno z izvajalcem jasno skomuniciramo, kaj nam ponuja. Cene so v zadnjih nekaj letih eksplodirale. Če se je cena gradnje hiše do tretje gradbene faze leta 2016 gibala od 320 do 420 evrov na kvadratni meter, povprečna cena zidane hiše na ključ pa je bila od 950 do 1200 evrov na kvadratni meter, je lani gradnja zidane hiše znašala od 1250 do 1600 evrov na kvadratni meter, gradnja manjše hiše pa od 1400 do 1700 evrov na kvadratni meter. Cene gradbenih storitev so se v le nekaj letih dvignile za 35% in več. Ne smeš šparati pri hidroizolaciji, ne smeš šparati pri strehi, ne smeš šparati pri kvaliteti materialov, ki so konstrukcijsko pomembni. Tu je boljše, malo skromnejša televizija, pa malo boljša, hidroizolacija ali pa temeljna plošča. Montažne hiše predstavljajo najhitrejši način gradnje, a montažna gradnja ni cenejša od zidane. Po podatkih portala Moj Mojster se cena montažne gradnje giblje od 1250 do 1600 evrov na kvadratni meter. Tukaj pa moramo prišteti še strošek temeljne plošče in komunalnih priključkov ter vsaj osnovno zunanjo ureditev. Kumulativno je tako treba dodatno plačati še 20 000 evrov, kar pri povprečni hiši znaša še dodatnih 100 evrov na kvadratni meter neto površine. Zelo pomemben pa je tudi projektantski nadzor. Velikokrat se vprašam, kako je mogoče, da naročnik investicije in pa izvajalec dosežeta dogovor o ceni brez neke podlage načrta popisa del in kako potem poteka obračun. Tukaj je v bistvu zelo veliko in odprto polje potencialnih nesporazumov, potencialnih težav, ki v bistvu investicijo lahko podražijo, investicijo lahko časovno podaljšajo. Praviloma pa lahko zapleti na gradbišču stanejo več, kot je honorar arhitekta, ki spremlja celoten proces. In koliko vas bo arhitekt stal? Od par promilov do par procentov investicije. Če želite, da arhitekt tudi vodi to gradnjo, bo najverjetneje to preseglo ali pa se približalo 10% ali celo več. So stvari, ki jih lahko opravimo tudi sami, ampak če ne vemo, kaj počnemo, lahko naknadni popravki strokovnjakom stanejo več, kot bi stali v osnovi, izgubimo pa veliko časa. Seveda, zdaj pa, če se lotiš sam, pa ne poznaš dobro predpisov in potem, da greš izven gabaritov dovoljenega, to pa pride inšpektor potrka na vrata, pa vpraša za dokumente, potem se pa začne drama odvijati. Še zdaleč ni res, da vas bo prav vsak mojster poskušal prinesti na okolje. Je pa res, da obstajajo posamezni prevaranti, po domače rečeno, ki poskušajo zavajati svoje stranke. Ko je tako velika potreba, vsi mislijo, da denar kar leži pod tleh, ampak v resnici moraš biti kompetenten, izkušen, ni samo, da pobereš avans. Mi, ko prevzamemo, pa določimo tisti rok, kdaj moramo končati, pa tega se držimo vedno. Tudi v našem podjetju nimamo do zdaj nobene reklamacije. Človek mora privede kredite, ne do obdarja, enostavno delo več, da nas pa preživi. Delajo škodo celotnemu področju in pa poštenim mojstrom. Vendar pa je dejstvo, da je povpraševanje ogromno. Mojstrov je premalo. Vsi pa bi si želeli opravljene storitve takoj, poceni in po možnosti kakovostno.